Lepo vas pozdravljam torej na spletnem pogovoru o migracijah, vključevanju priseljencev in vlogi medijev. Ta naš današnji pogovor organiziramo Mirovni inštitut, Radio Televizija Slovenija in Radio Študent ob zaključku evropskega projekta Novi sosedje, New Neighbors. Ta projekt je namreč del dejavnosti širše skupine organizacij iz Evrope, mi pa v Sloveniji, ti trije našteti, smo pa zunanji partnerji. Organizatorji so pa Združenje skupnostnih medijev iz Evrope, Inštitut za skupnostne medije, KOSPE je organizacija v Italiji in Evropska zveza javnih radiotelevizij te Inštitut za medijsko raznolikost iz Londona. Kot ste morda opazili v našem vabilu, gre za projekt, ki tematizira migracije, priseljevanje in medije. Povezuje pa v teh dejavnostih te tri sklope organizacij: javne radiotelevizije, skupnostne medije in civilno družbo, nevladne organizacije. Naš inštitut je pri tem projektu sodeloval kot zunanji partner pri raziskovalni dejavnosti. Imeli smo nalogo povzeti pregled stanja na področju migracij in medijev na podlagi skupne metodologije, na to izvesti tudi nekaj intervjujev in fokusno skupino po predvajanem filmu Korak bliže. Radio Televizija Slovenija pa je sodelovala s produkcijo dokumentarnega filma Korak bliže. Z nami danes so tako režiser Jernej Kastelec, je že z nami v sobi, Majo Pavlin, scenaristko pričakujemo, Jani Kovačič se nam tudi bo pridružil kot producent. To je torej bila naloga javne radiotelevizije v tem projektu. Potem ta tretji naš današnji soorganizator je Radio Študent, z nami je Valentina Rejakovič in oni so sodelovali v vrsti delavnic in dejavnosti, katerih namen je bil spodbuditi večjezične in medkulturne pristope pri produkciji vsebin in tudi samo sestavo uredništev skupnostnih medijev, kako na ta način graditi in razvijati. O vsem tem nam bodo naši kolegi iz Radio Televizije Slovenija in Radia Študent malo več povedali v nadaljevanju. Bi pa rada povedala še to, da projekt Novi sosedji poteka v 9 evropskih držav, pravzaprav je potekal, ker se zdaj s koncem marca zaključuje. Gre za Belgijo, Češko, Hrvaško, Italijo, Nemčijo, Nizozemsko, Portugalsko in Španijo poleg Slovenije. Torej, tovrstne dejavnosti, delovanje skupnostnih medijev, delovanje javnih radiotelevizij s produkcijo filmov in raziskovalne dejavnosti, civilno-družbene dejavnosti so potekale v teh 9 državah. Rada bi vam pokazala še spletno stran tega projekta, ki ste jo morda obiskali, če pa niste, morda boste v prihodnje. Bistveno, kar bi bilo zanimivo za vas, širšo javnost, ki ste nam se danes pridružili, je poleg tega raziskovalnega dela, ki sem vam ga opisala in ga lahko iščete pod research, so ti dokumentarni filmi, ki so, kot vidite, narejeni v 9 državah in jih je možno ogledati v angleščini z angleškimi podnapisi, tudi naš One Step Closer, tudi na ta način. Ima pa seveda tudi RTV Slovenija na svoji spletni strani tako film Korak bliže, kot tudi vse druge, ki so slovenskimi podnapisi. Poleg tega bi zdaj v tej fazi vam predstavila druge naše goste današnjega spletnega pogovora, ki bo malo širši in nam je ta projekt Novi sosedje samo iztočnica. Torej, poleg Jerneja in Maje ter Janija z Radio Televizije Slovenija, Valentine z Radia Študent,
so z nami še Mirjam Milharčič-Hladnik, doktorica Mirjam Milharčič-Hladnik, raziskovalka z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU, ter tudi Ognjen Radivojevič, izvajalec orientacijskega programa za osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji, ki Ognjen deluje pri Slovenski filantropiji. Kristina Božič je novinarka, sedaj deluje pri spletnem mediju mešanec.si. In z nami bi moral biti še Ala Alali, oseba ali begunec s priznanim statusom mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji, doma iz Sirije, sedaj doma iz Ljubljane, in naš sodelavec je na Mirovnem inštitutu. Rada bi povedala samo še par besed v zvezi s to iztočnico, ki jo dajem za ta pogovor iz raziskovalnega dela tega projekta in zakaj smo tudi mi gostitelji tega dogodka. V pregledu področja migracij in medijev v Sloveniji, ki sem ga naredila praktično 2 leti nazaj, zato so morda nekatere številke malce zastarele, niso pa v tem trenutku za to omizje tako bistvene številke, ampak pač te poante. Zato mi boste pozneje oprostili, če so nekatere številke, tisti, ki se s tem ukvarjate, še bolj podrobno zastarele. Prvo sporočilo tega pregleda je, da ko gre za to, kako migracije obravnava slovenska vlada in država, lahko ugotovimo, da gre v veliki meri in kot naraščajoč trend, da se področje migracij tretira, obravnava skozi sekuritizacijo kot varnostno vprašanje in skozi kriminalizacijo migracij. To tudi ni nek izoliran pojav za Slovenijo in se ga lahko povsem povezuje z migracijsko politiko Evropske unije, kjer se ustvarja politična konstrukcija migracij v Evropsko unijo kot neko družbeno grožnjo, kot grožnjo družbam in državam Evropske unije. Ta pristop vlade s sekuratizacijo in obravnavanjem migracij kot varnostnim vprašanjem se še posebej odraža simbolično s to žico, ki je na meji s Hrvaško vse od leta 2015. In pomembno je tukaj poudariti, da takšno obravnavo migracij ustvarjajo že različne vlade vse od tistega obdobja in tudi takšne, ki so bile levosredinske, celo nekaj njih zaporedoma, vse do današnje vlade, ki je tudi, ko sestava vladajoča stranka, tudi ko je bila v opoziciji, zagovarjala še ostrejše ukrepe. Ta pristop, sekuratizacija in kriminalizacija se v precejšnji meri odraža tudi v vsebinah medijev, ki zlasti v novičarskih vsebinah veliko pozornosti namenjajo ravno tem vprašanjem varnosti in problematizirajo neregularne prehode meje, kriminalizirajo ljudi, ki se poskušajo prebežati v Slovenijo in naprej v Evropsko unijo. In predvsem zato, ker s tem povzemajo in prenašajo sporočila vlade, parlamenta, Evropske unije in tako naprej. Slovenijska vlada je tudi leta 2019 sestavila eno nacionalno strategijo za področje migracij in takrat je na tem delalo Ministrstvo za notranje zadeve in nevladne organizacije, so ravno zaradi tona, ki je prevladoval z tem varnostnimi vprašanji, kar nekaj. Zdaj, da ne bom predolga, bi še poudarila iz tega mojega daljšega besedila poanto, da je velik delež migracij v Sloveniji
tako emigracij, se pravi izseljevanja, kot imigracij, priseljevanja so ekonomske migracije. In to ne te, ki jih tematizirajo skozi kriminalizacijo in sekuratizacijo, sedaj tako vlada kot mediji, ko povzemajo te politične razprave, ampak ko gre za izseljevanje, gre za izseljevanje državljank, državljanov Slovenije, večinoma v države Evropske unije, v druge države Evropske unije, zaradi iskanja zaposlitve, in po drugi strani pri priseljevanju gre za državljane držav Zahodnega Balkana, ki se preseljujejo v Slovenijo z namenom. Se pravi, to je, ko pogledamo številke, da ne bom preveč predolga, se lahko podrobno vidijo ti podatki, da če bi to obravnavali zares migracije, tematizirali v vseh dimenzijah in če hočemo tudi tistih dimenzij, ki prevladuje, bi to bila ta dva podatka, medtem pa se nam migracije prikazuje kot grožnja in se z veliko mreži in v nekaterih skupinah medijev, zlasti skupini medijev, ki jo obvladuje vladajoča stranka, predstavlja temo migracij skozi kriminalizacijo sedanjih ljudi, ki se sedaj poskušajo preseliti v Slovenijo in naprej v Evropsko unijo. Ta sovražni govor se ga ne preganja, ne zadosti, zlasti ne regulator medijev. Imamo pa sedaj v sodni praksi eno novost, zadnje dni smo vsi opazili neko novo sodno prakso, da se uresničuje tudi ta zakonska podlaga za kazenski pregon takšnih dejanj. Na koncu tega mojega uvoda bi rekla še to, da imamo tudi veliko pozitivnih stvari in pristopov k temi migracij v Sloveniji. Na tem področju delujejo različni akterji. Eno dejavnost, rada bi opravičila direktorico Urada za oskrbo in integracijo migrantov, pozabila sem omeniti, da imamo tudi to institucijo od leta 2017 v Sloveniji, ampak veliko pozitivnih stvari prispeva ravno civilna družba, nevladne organizacije. Tukaj imamo Ognjena, imamo Pravno-informacijski center, ki ponuja pravno pomoč, nekaj malega se tudi mi raziskovalno in zagovorniško ukvarjamo na Mirovnem inštitutu, veliko je še drugih v akademskem svetu in tudi med mediji in novinarji, moramo povedati, je kar nekaj in novinarjev, zlasti posameznikov in programskih vsebin v medijih, ki poskušajo približati to temo in položaj priseljencev v Sloveniji skozi profesionalno novinarsko delo. Zaključila bi uvod pa s tem še eno slikico in s tem, da današnji pogovor o migracijah imamo na dan 26. februarja, ko je za vse, ki se ukvarjamo s človekovimi pravicami, precej žalostna obletnica izbrisa 26.000 in še nekaj prebivalcev Republike Slovenije, ki so torej se v nekem obdobju svojega življenja preselili v Slovenijo in so bili izbrisani leta 1991. Naš inštitut je danes objavil eno infografiko v zvezi s tem. Torej so kolegice, ki se raziskovalno pri nas ukvarjajo z migracijami, pripravili ta povzetek. Izbrisano je bilo 25.671 prebivalk in prebivalcev Slovenije s poreklom iz nekdanje Jugoslavije, iz drugih republik. Tisto, kar je bistveno, smo neke časovnice izgubili, so pravico do dela, socialnega varstva, zdravstvenega varstva. Časovnico smo vam prikazali, to se vse nahaja na naši spletni strani, kaj vse so bile posledice izbrisa in tisto, kar je sporočilo, s katerim zaključujem ta uvod, da izbris nikoli ni bil v celoti razrešen. Bila je sodba
Evropskega sodišča, bile so nekatere druge sodbe ustavnega sodišča in tako naprej, ampak je kar manj kot polovica izbrisanih je dobila neko zadoščanje ali status ali odškodnino. Večina teh ljudi ni bilo nikoli jim povrnjeno njihove pravice ali njihov status. Toliko od mene za uvod, upam, da vas nisem preveč utrudila, potrebno se je bilo zame postaviti ta pogovor v kontekst tega projekta in splošno teme. Zdaj bi pa najprej, če se strinjate, dala besedo kolegom, kolegicam, ki so sodelovali pri projektu Novi sosedje s filmom ali z drugimi dejavnostmi, in bi vprašala režiserja filma Korak bliže. Jaz sem vas ogledu in upam, da ste si dokumentarni film ogledali. Televizija ga je predvajala, mislim, da celo 2-krat. Jernej, kakšno izkušnjo imate vi z pripravo tega filma, z temo, ki se vam je zastavila kot neka tema, ki je prišla iz projekta iz Evropske unije, torej teh 9 držav, ki ste skupaj snovali te teme. Jaz sem bila na enem uvodnem sestanku in vem, da je bila neka želja je vsekakor bila približati to temo splošni javnosti preko televizijskih formatov in dokumentarnega filma. Zdaj, iztočnice, ki se jih jaz spomnim samega začetka projekta, in verjetno boste udeleženke, če ste si ogledali še kakšen drug film, bila je želja, da se prikažejo izzivi priseljevanja in integracije vsaki izmed teh 9 držav. Kako ste se vi tega lotili? Je to bilo prvič za vas? Kako sploh vidite to temo? Kakšne ste situacije imeli pri produkciji in tako naprej? Prosim, Jernej. Ja, lep pozdrav vsem. Zdaj mogoče bi jaz za začetek povedal to, da Novi sosedje projekt obstaja že 3 leta, no, ni bilo to zdaj prvo sezono. Jaz sem sodeloval kot režiser in scenarist že pri Novih sosedih 2017. Smo pa te teme tudi vključevali že prej, no, v razne dokumentarne oddaje. Jaz sem večkrat sodeloval tudi pri oddaji City Folk z RTV Slovenija, ki je bila tudi podobna mednarodna zasedba, kjer so bile predstavljene že osebne zgodbe priseljencev, beguncev. Tako da zdaj, v bistvu osnovni koncept te mednarodne serije Novi sosedje je vsekakor bil ta, da bi čist gledano stališča zgodbe, scenarija in raziskave prikazali neke prepreke, ki jih mora premagovati priseljenec, ki pride v novo okolje. Zdaj tukaj smo se bolj, vsaj RTV Slovenija, prav na begunsko tematiko, vsaj 2-krat osredotočili. In potem tudi z druge strani staroselci, če tako rečemo, ali pa domačini, ne. Tako da na nek način smo vse države težile k temu, da bi imeli skupni koncept filmskih zgodb, kako premagovati ovire pri zbliževanju, kako tudi premagovati neke predsodke mogoče drug pred drugim in na ta način v bistvu okoli tega splesti to filmsko pripoved, a ne. Zdaj, na nek način se mi zdi, vsaj nam, no, da je to na nek način uspelo brez nekih prehudih travm v tej zgodbi. Gotovo ni lahko v bistvu vstopati. Vse države smo se tukaj soočale z kar nekaj problemi v tej fazi raziskave, iskanj pravih protagonistov filma. O tem bi mogoče tudi Maja lahko potem kaj več povedala, ker je ona konkretno za zadnji film bila scenaristka in raziskovalka. Je pa to iz 2 vidikov ni najlažje, no. Prvi vidik je ta, da ponavadi begunci, ko pridejo
končno v neko novo okolje po vseh teh travmah, ki so jih doživeli na poti in teh letih brezdomstva, ne, tudi v primeru naše družine, je že iz tega stališča dostikrat njim težko priti tukaj zdaj pred kamero in na novo se izpostavljati neki javnosti in razgaljati pač svoje težave, ne. Po drugi strani pa potem tudi pri iskanju domačinov, Slovencev, ne, pa tudi ni vedno najlažje dobiti nekoga, ki hkrati ima neke prepreke, da bi sprejel pač prišleke, nove sosede, ne, v svoje življenje. Verjetno smo Slovenci že malo pregovorno zadržani, ne, že nasploh pri tem, da se damo pred kamero, sploh kar se tiče bolj osebnih zgodb. Tukaj je pa še dodatna ta neka tematika, kjer je močna konotacija, se pravi morda neki predsodki, ne. Tako da iz obeh strani na nek način ni lahko dobiti ljudi, a ne, ki bi na nek oseben način pred kamero bili pripravljeni neko zgodbo reševati. Zdaj, zadnjo zgodbo, se pravi Korak bliže, mislim, da smo imeli v tem pogledu, predvsem Maja je imela kar srečno roko, no, ali pa vsi skupaj kot ta naša mini ekipa, da smo prišli do te družine, ki je bila zelo gostoljubna in ki niso imeli težave deliti svoje zgodbe z nami. Po drugi strani pa tudi se mi zdi veliko srečo z to domačinko čez cesto Zinko, ki je dejansko bila zelo odprta in je bila pripravljena iti pred kamero, pač skupaj z nami delati ta prvi korak, no, prvi stik s temi sosedi, a ne. Tako da to se mi zdi, da je tudi ena vrednost tega filma, da smo dejansko do neke mere uspeli prikazati v filmu dejansko ta prvi korak, ki je bil narejen, da ni šlo za neke rekonstrukcije za nazaj ali ne, ampak da se je dejansko prvi korak med temi dvojimi sosedi zgodil pred kamero znotraj filmske zgodbe, no. Mogoče toliko za začetek. Hvala, Jernej. Jaz imam samo še dve kratki podvprašanji, oziroma naj bo eno. Jaz sem si ogledala še druge filme že skozi projekt v tem času in nekateri, zlasti recimo na Hrvaškem dokumentarni film, ki je sedaj, pa tudi tisti, ki je bil v prejšnji seriji, kot ste omenili, je dosti prikazoval in nekateri režiserji in producenti in scenaristi so izbrali tovrstno zgodbo, ki bolj prikazuje konflikt oziroma jezo in zavračanje priseljene družine. Naša zgodba je tudi v tem evropskem krogu, kjer sem pravim sodelovala pri ogledu teh filmov, bila sprejeta zelo pozitivno kot nekaki laži te distance, ki očitno obstaja priseljenimi družinami in tistimi, ki so že v nekem mestu, ampak hkrati ne izpostavlja in niste se odločili za zgodbo, ki bi prikazovala konflikt, jezo in te stvari. Ali je to bilo spontano, načrtno? Na fokusni skupini raziskovalno pa je bil tudi pomislek oziroma opažanje ljudi, ki so se udeležili naše fokusne skupine, kaj če morda sploh ne bi do tega kontakta, koraka bliže prišla med družino Halil, Romat, ki je iz družine pač osrednji lik v filmu, in Zinko, ki je soseda in osrednji lik iz te druge družine. Kaj menite? Ja, to, kar omenjate, parkrat vam je sicer prekinila, ampak mislim, da sem dojel vprašanje. To, kar omenjate, je v bistvu na nek način en srž dokumentarnega žanra filma, ne. V bistvu
zelo si odvisen od raziskave naprej in iskanja protagonistov od ljudi, ki jih najdeš in ki grejo pred kamero, in na nek način ti kot ustvarjalec v dokumentarnem filmu slediš temu, kar se dogaja, ne, in te protagonisti vodijo v zgodbo, ne. Tako da tudi ta hrvaški primer filma, ki ga omenjate, ki je bolj konflikten, na nek način so tudi oni sledili tej zgodbi, ki so jo našli, ne. Kot sem že prej omenil, je dostikrat že v bistvu večina držav imela velike probleme o tem, sploh najti največji del posla, no, ali pa najtežji del ponavadi je tukaj, da najdeš pravega protagonista. Tako da mislim, da so tako hrvaški kolegi kot mi ali pa še kdo drug v osnovi sledili temu, kjer se je obetala neka zanimiva filmska zgodba, ne, ker zdaj v našem primeru je pa tako, eno je, kaj ti želiš s filmom kot ustvarjalec ali pa neka vizija, kam bi želel ti zgodbo peljati, ne. Tudi z Majo sva se veliko pogovarjala v tej fazi še pred snemanjem, pa v začetku snemanja, da na nek način ne bi rada ene hude drame delali iz situacij, ki so že same po sebi dovolj dramatične, se pravi nek prišlek z vso svojo zgodbo, ne, ki jo je doživel, in tukaj spet v novo okolje potem, kjer se mora na novo pač življenje postaviti. Ampak hkrati po drugi strani pa vsi vemo, da zakonitost filma, filmske pripovedi, tako kot vsake druge, zahteva sama v sebi neko dramo, če ne ni zgodbe, ne. In tukaj smo potem ustvarjalci razpeti med tema dvema poloma, a ne, pač v katero smer iti, da hkrati zgodba je, ker drugače, če bi bilo vse, pač, če po domače povemo, če bi bilo vse lepo in prav od začetka filma do konca, ni filma, ne. Se pravi, do katere mere poudarjati ali pa iskati konfliktnost v filmski zgodbi in do katere mere ne, prav že zaradi narave same tematike je tudi neko etično vprašanje, s katerim se kot ustvarjalec srečuješ in potem skušaš nanj odgovarjati s svojim pristopom, ne. Zdaj konkretno za našo zgodbo je to pomenilo tudi to, da je kar nekaj časa tudi zgodba dejansko malo na nitki visela v tem smislu, da smo tudi pod nekim časovnim pritiskom, pa glede na to, da se nam je zdel potencial v tej družini, ker so bili pač zelo odprti in zanimivi, smo začeli snemati že tudi nekaj, dva snemalna dneva smo že imeli, pa v bistvu nismo vedeli, kam nas bo zadeva pripeljala, ne. In k sreči se je potem to zgodilo s to sosedo čez cesto, ki je dejansko pač ustvarila to filmsko zgodbo. Če te sosede ne bi bilo, zgodbe ne bi imeli, ne. Ampak se pravim, je bilo to v bistvu, smo se mogli malo v neznano in negotovo podati in se je potem zgodilo. Lahko bi se pa zgodilo nam to, ustvarjalcem, da pač se zadeva ne bi razpletla na ta način in bi dejansko bilo veliko težje, no, nek zanimiv film iz tega potem ven narediti, no. Tako da meni se zdi, da tukaj naša zgodba je res bolj pozitivna v tem smislu, kot pravite, ni nekega hudega konflikta, je pa neka tenzija ravno pač zaradi tega noter, ker smo ujeli ta prvi kontakt, s katerim se lahko marsikateri gledalec poistoveti, ne. Kako bi pa zame izgledalo, če bi mogel malo to razdaljo premagovati, neko varno razdaljo, morda malo predsodkov, morda malo sramežljivosti, mislim, da se večina gledalcev lahko s tem zelo dobro poistoveti, čeprav se ni morda srečala z begunci čez cesto, ampak morda samo Slovencem čez cesto ali pa s rojakom, ne, ampak to so neke obče človeške zadeve, ne, ki jih dobro poznamo. Hvala, Jerneto, hvala za te odgovore. Vprašala bi še Valentino, da dobimo še ta pogled in izkušnjo iz tega projekta. Več evropskih držav tematizira migracije in medije. Radio Študent je že sam po sebi eden najbolj odprtih medijev, če ne najbolj odprt v naši državi, za ustvarjanje medijskih vsebin ljudi, skupin, študentov predvsem, pa tudi drugih, ki se priselijo. Tako je veljalo še z oddajo Nisam ja
odavde, ki je bila pred leti namenjena priseljencem iz nekdanje Jugoslavije in velja še do danes, ker imate na Radiu Študent več oddaj tudi za sedanje begunce, ki so se preselili iz Sirije ali drugih držav. Vi ste v tem projektu, Valentina, sodelovali pri snovanju, razpravljanju o tem, kako krepiti večjezična uredništva medijev, medkulturna, kjer so lahko hkrati pač novinarji, novinarke z različnim etničnim ozadjem ali pa tudi priseljeni sveže ali pred leti ali ljudje, ki so tukaj rojeni. To za vas ni bila pravzaprav nova izkušnja. Kaj ste pridobili, kaj ste v tem projektu ustvarili? Ja, lep pozdrav še z moje strani. V bistvu to, kar ste že sami povedali, RŠ ima to infrastrukturo že nekako postavljeno. Torej ni šlo, da bi imeli nek relativno novi skupnostni medij, ki se mora teh stvari učiti, torej kako odpirati prostor nekim marginaliziranim skupinam ali posameznikom, ampak je to že obstajalo. In v bistvu je RŠ sodeloval na način, da so se naši sodelavci udeleževali delavnic v Freiburgu na Dunaju. In tukaj je bilo zanimivo ravno to, da ni bila neka fokusirana skupina oziroma ozka skupina. Šlo je za pripadnike srbske manjšine, ki delajo kontrolo leta na Radiu Študent. Jaz in še en kolega iz Hrvaške oddaje sva šla. In pa smo imeli še JD-ja, ki je pripadnik afriške skupnosti, in pa Samera, ki je sirijski priseljenec. In v bistvu je bilo glih to na nek način najbolj zanimivo, da se nismo zares učili, na kak način odpirati prostor, ampak na kak način obdržati to, kar že imamo, ne. Ker se dostikrat pojavlja, da se stvari enostavno pa razgubijo, da mogoče nekateri sodelavci iz manjšinskih skupnosti izgubijo interes. In v bistvu trening, ki smo ga imeli na RŠ-u, ki ga je vodila Birgit Jalov, predsednica sicer CMF-ja, je bil zastavljen na način, se bomo učili raznih večjezikovnih orodij za delanje oddaj itd., ampak potem skozi same delavnice, kar se moramo res zahvaliti trenerki Birgit, smo v bistvu prišli do ugotovitve, da mi moramo več delati na tem, na kak način bo Radio Študent ta prostor zagotavljal še dalje, na kak način bomo skrbeli, da se res redno vključuje nove sodelavce, predvsem s poudarkom na ženskah, namesto tega, da bi imeli te bolj praktične delavnice, na kak način se dela radio, ne. Ker to, na kak način se dela radio, ima Radio Študent kar precej pošlihtano in ima pregled na tem. Dostikrat pa nam zmanjka neka kapaciteta pri tem, da obdržimo obstoječe sodelavce in iščemo nove, zaradi tega, ker pri nas gre za več kot 200 aktivnih sodelavcev, v uredništvu sestavlja 5 urednikov in odgovorni urednik in stvari se hitro porazgubijo, ne. Tako da največji poudarek je v bistvu bil na tej neki viziji, kako dalje. In kako je, Valentina, vi zdaj ste nam našteli, torej imate oddaje za hrvaško študentsko in širšo skupnost, srbsko, za sirsko in afriško in tako naprej. Je še kaj tega in kako ohranjate te vsebine in sodelavce, zdaj, ko vam je grozilo pač, da boste ostali povsem brez sredstev in šova, je pač cela družba dojela kakšno grožnjo, s kakšno grožnjo se srečujete. Kako je pa takrat, ko imate vseeno minimalna sredstva, kako ohranjate sploh to pestrost in zavezanost teh sodelavcev, da pridejo vsak teden narediti to oddajo? V bistvu čist ta vidik, kako dobimo in kako ohranjamo sodelavce, se mi zdi res najbolj preprost ljudski način druženja. Torej, Radio Študent je odprt skupnosti medij in načeloma so sodelavci in sodelavke družabni, odprti ljudje, ki se radi pogovarjajo o tem, da delajo na Radio Študent. Jaz osebno sem prišla na Radio Študent tako, da mi je kolega rekel, a bi delala z mano hrvaško oddajo, imeli se bomo fino, in sem bila, valjda bom.
Enako smo se pogovarjali tudi na tem treningu, pač treba se pogovarjati z ljudmi, ki so okrog nas. Ker vedno je okrog nas nekdo, ki bi rad nekaj ustvarjal in Radio Študent je res enkratna in izvrstna priložnost za to, da se to ohranja. Torej ne s tem, da bi mi zdaj neke formalne programe si pisali, kakšne so naše vizije, ampak s tem, da smo med ljudmi, da smo odprti med ljudmi in da se pogovarjamo, da je to, kar delamo dobro, da kdorkoli, ki bi rad delal nekaj podobnega, to na Radio Študent lahko dela. Prav. Najlepša hvala, Valentina, pa se vključite še pozneje. Zdaj smo nekako dobili sliko, kaj vse so Novi sosedje kot ta širši evropski projekt počeli in kakšne iztočnice so nam dali za nadaljnji pogovor. V nadaljevanju bom prosila Mirjam, Alaja, Ognjena in Kristino, da skupaj se dotaknemo, lahko se dotaknemo deloma tudi tega, kar smo slišali od Jerneja, Valentine, pa tudi mene, nekih par malih poantic iz tega pregleda, ki je daljši. Predvsem pa bi začela z Mirjam z vprašanjem iz samega vabila, kako z stališča raziskovalke, nekoga, ki se že vrsto let ukvarja s temo migracij, vidiš to, kako v Sloveniji obravnavamo sploh to temo migracije. Migracij in tudi vključevanja priseljenskih skupnosti v družbo. Ali je to nekaj več kot to, kar sem sama omenila, to sekuratizacija, kriminalizacija, ti to temo spremljaš dlje časa? Kako bi komentirala to zadevo? Lepo pozdravljeni. Brankica, bom kar nadaljevala s tem, kar si ti na začetku opisala. Opisala si tako negativen odnos do migracij in migrantov, kot tudi pozitiven odnos, in tako je v vseh družbah, kot tudi pri nas. Vmes pa še vsi ambivalentni odnosi, ki se med tema dvema skrajnostima nagibajo v eno ali v drugo smer. Rada bi za ilustracijo dala samo par zgodovinskih primerov. Torej, ta negativen odnos do migracij je pač star, da tako rečem, kot migracije same. Ampak če vzamem to naše zadnje, 100-150-letno obdobje z vsemi množičnimi migracijami, seveda iz evropskega kontinenta in v zadnjem obdobju na sam evropski kontinent iz drugih in potem notranje evropske migracije. Torej, če vzamemo Združene države Amerike, ki so 1924. leta zaprle vrata migracijam, do takrat je prevladovala politika, ki je bila, da tako rečem, naklonjena migracijam. In zato so lahko, 55 milijonov Evropejcev se tja izselilo. Ampak ves čas je obstajalo tudi nasprotje tej politiki in želja, da se migracije ustavijo. In to se je zgodilo 1924. leta in je trajalo 40 let, če vzamem ZDA namreč je spremenila zakonodajo šele 1965. leta. V vsem tem času je torej prevladoval izrazito negativen odnos do migracij in migrantov. Tako kot pri nas, če mi vzamemo neko obdobje Jugoslavije in priseljevanje v Slovenijo, je bilo seveda to politično naklonjeno okolje temu fenomenu. To, kar danes obeležujemo, torej 29-letnico izbrisa, je začetek popolnoma drugačne politike. Politika, ki nastane z osamosvojitvijo in je izrazito nacionalistično-ksenofobna in se dolgo časa tudi obdrži. Jaz nekakšen mejnik, pa ne mejnik, ne vem kakšen, ampak jaz tako v svetlem spominu imam leto 2008 in seveda v Sloveniji in v Evropski uniji to leto medkulturnega dialoga, nekega javnega in političnega diskurza, ki ni samo leta 2008, malo prej, malo pol tudi, ki vzpostavlja neko
popolnoma drugačno razumevanje migracij in migrantov, multikulturalizma, sobivanja in neverjetnega truda, da bi se ta način razumevanja različnosti, raznolikosti in migracij seveda obdržalo. Spomnimo se vsi vseh projektov, ki so takrat bili od šol do civilne družbe, do drugih institucij in seveda političnega diskurza, ki je seveda potem skupaj s krizo, skupaj z, da rečem, ksenofobno politiko, predvsem pa s samimi političnimi javnimi diskurzi, zaplavalo v popolnoma drugačne vode in o tem govorimo danes. Torej, o mogoče prevladujočem negativnem odnosu do migracij in migrantov. Pri nas smo imeli več teh valov, to imamo vedno, ko gre za volitve vsake 4 leta, to so pač medijske kampanje, torej politične medijske kampanje, ki vemo, kaj prinesejo, jumbo plakate in podobno. Tako da hočem reči, da je od takih projektov, od takih okroglih miz, od vseh nas, ki se trudimo torej za pozitiven odnos do migracij, odvisno, kam se ta tehtnica nagne. To je seveda ena malenkost, en drobec, ampak iz takih drobcev vsakodnevnega delovanja, odločanja, prizadevanja se izgradi navsezadnje ta javni in potem seveda tudi politični diskurs, ki je lahko bolj ali manj pozitiven. Obadva pa vendarle ves čas sobivata in mi točno vemo, tudi kako so bili naši ljudje, izseljenci, torej sprejeti v različnih državah, kjer so se naselili, in vemo, da so bili in zasramovani in zasmehovani in skratka je to nekaj, kar je tudi naša izkušnja in je to izkušnja samo pač, če stopimo do Avstrije ali do Nemčije ali pa Združenih držav Amerike, kjer so pač veljali za tisto najbolj slabo, kar lahko pride v družbo, vključno seveda z vero, torej z katolištvom. Teh vzporednic z zgodovino, daljno in bolj sodobno, torej nedavno zgodovino, je toliko, da je prav neverjetno. Torej, kako smo v isti situaciji, samo enkrat na enem koncu, drugič na drugem, enkrat tisti, ki odhajamo, enkrat tisti, ki sprejemamo druge, ki prihajajo. Tako da mogoče toliko za začetek. Hvala, Mirjam. Odlična iztočnica, da bi vprašala Kristino ta poudarek, ki sem ga omenila v začetku, da v mediji, zlasti novičarskih, prevladuje tudi ta varnostni aspekt in tudi kriminalizacija s preštevanjem in prikazovanjem ljudi, ki prestopajo mejo in jih policija nadzira, ustavlja in tako naprej. Se pravi, ta negativna plat se precej izrisuje strani novinarjev. Te zgodbe, ki so pozitivne in usode posameznih ljudi, vse dobro, kar prinesejo ljudje, ki se preselijo, pa so tudi v prispevkih tako tvojih kot Uroša, ki ga tudi vidim v sobi, še nekaterih novinarjev, ki so tukaj, ampak niso tako pogosti, niso tako dominantni. Zakaj je recimo tudi na televiziji Slovenija, če pogledamo dokumentarni film, je sicer tudi žanr, ki se lahko gre globje in z umetniškimi pristopi, ampak je recimo eno zgodbo pripoveduje Jernej, drugo zgodbo pa pripoveduje TV Dnevnik iz dneva v dan, ko povzema politične razprave in vabi goste, ki takšen diskurs širijo. Kako ti gledaš na vlogo medijev in novinarjev v tej temi?
Zdravo. Najprej se bom opravičila, pri sosedih neki je velik hrup, tako da če bo postalo v nekem momentu nesprejemljivo, se bom, ne vem, malo predstavljala. Nič hudega, se bomo prilagodili. Okay, boste povedali. Zdaj mislim, da tukaj se tako odpirate dve dosti zanimivi temi. Ena je ta v bistvu naloga medijev, po moje, da je na nek način nadzorni mehanizem nad tem, kar oblast dela, pa da problematizira to, kar se dogaja. Druga stvar je pa v bistvu, da pripoveduje te zgodbe, ki so mogoče pravilo, pa niso izjema in zaradi tega tudi ni to nekaj, kar bi bilo zelo privlačno za medije v modelu, kot zdaj delujejo, torej da se išče klike, da se išče v bistvu senzacije. Kar se meni zdi, da se je zgodilo z mediji, tudi v bistvu na nek način s tem hlastanjem, z hitenjem, in z mogoče manjkom premisleka, kaj pravzaprav počnemo, je to, da se pravzaprav relativno nekritično prevzema čisto politična govorica in se pozablja v bistvu na govorice, ki so lahko drugačne, kar je tudi Mirjam omenila, kar je bilo danes že tudi omenjen drugače. In to se v bistvu, jaz mislim, da se to predstavlja oziroma ponuja, pride do tega zaradi tega, ker zmanjka zares na nek način neke jasne uredniške politike, ki jo pa pol politiki zelo hitro označijo za pravzaprav neko pristranost. Oktobra 2015, ko se je začel postavljati žico na mejo, mislim, da je bil Dnevnik edini časopis, ko je objavil neko notico, da oni v bistvu nasprotujejo temu. Jaz mislim tukaj za premisliti ravno to, torej kaj je pravzaprav naloga novinarjev, kaj je naloga medijev, kaj je javni interes in a je v bistvu samo za ponavljati pravzaprav govorico, ki jo ponuja oblast in ki je v resnici ljudomrzna, ali se v bistvu za ves čas spominjati tudi drugačnih praks, opominjati na prakse vključevanja in tudi na zgodovinske primere, ko pravzaprav ni se dogajalo to, da so bili prišleki ali pa tudi videni izključno kot grožnja. Meni je tako v nekem momentu šokirala precej stara izjava Tomaža Gregorca, ki dela v Trstu za ICS, ki je rekel, zakaj se v bistvu politični sistemi danes ali pa družbeni ne oblikujejo na nek način po meri ljudi, ki pridejo. Torej, ljudje dajo marsikaj, skozi, morajo preživeti, pridejo sem in vprašanje je, zakaj ne bi mogli sistema oblikovati na tak način, da pomaga tem ljudem, da se vključijo v sistem, da se jih legalizira, da postanejo del družbe, da se mogoče pol odločijo, da hočejo nekam naprej potovati, ker konec koncev to verjetno je tudi želja vsakega od nas, tudi če smo bili tukaj rojeni, eni se boljš počutimo v okolju, eni manj. In tukaj je neka ta univerzalna izkušnja, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, da jo mediji na nek način poudarjamo. So pa to vse ta globalna vprašanja, ki jaz mislim, da v tem dnevnem medijskem delu jih je težko vsakič znova pač stisniti na omejen prostor, ki ga ponavadi novinar ima za prispevek. Absolutno, mislim tako, meni se zdi novinarjev, ki dobro delajo, ki poskušajo pač predstaviti ali pa iti onkraj te govorice, ki jo oblast ponuja, je veliko. Uroš Keller-Kramberger, Gorazd Trečnik, Urška Mlinarič, Andraž Rožman. Mislim, tako se mi zdi, piscev je veliko, ampak v resnici so pa tudi samo posamezniki znotraj sistema. In tukaj je pa potem dostikrat v bistvu ta sistem zahteva stvari, ki je za njih potem se mi zdi, ali pa za novinarja zelo težko v bistvu te sistemske stvari ignorirati in ohranjati v bistvu na nek način in standarde in sporočilo, ki je človekoljubno, ki zadošča nekako demokratičnim in javnim interesom in standardom, ampak ki pa zahteva mogoče več časa ali pa več prostora tudi. Tako da
meni recimo pri tem dokumentarcu, ki je bil narejen, se mi zdi izrazito, mislim, tako najbolj pretresljiva v resnici ta zgodba Zinke, ne, ki razlaga o tem, kako je ona v bistvu se odpovedala svoji ljubezni zaradi rasizma, ki je obstajal v slovenski družbi že pred desetletji. Tako da se mi zdi, da mislim, to so te širše družbene zgodbe, ki so izjemno pomembne bolečine, ki pa verjetno niso nekaj, kar ne, potem pritegne veliko pozornosti ali pa klikov. Tako da jaz mislim, da pri medijih moramo vedeti, da pogostokrat se poroča o izjemah, ne o pravilih, in pa pri tem v bistvu nadzoru, ki bi ga mogli izvrševati v bistvu o tem, zakaj se postavlja žico na mejo, enostavno zmanjka potem na nek način učinka, ki bi ga naše poročanje ali pa razkrivanje nekih nepravilnosti imeli. Dejstvo je, da se nam praktično na dnevni ravni dogajajo kršitve mednarodnega prava, o tem poročajo mednarodni mediji. Če konkretno govorimo o nasilju na Hrvaškem, hrvaške policije in sodelovanju slovenske policije pri tem, pri vračanju nezakonitem ljudi nazaj v Bosno. Ampak v bistvu nič se ne zgodi. Vemo, da je to nezakonito, zmanjka pa potem v bistvu nek ta, ne vem, družben pritisk, ki bi rekel, ne, to je nesprejemljivo, ne. Družben konsenz, političen konsenz, je to samo stvar tega neke temeljne spodobnosti. Ne vem, je pa tako, jaz mislim, mediji so pač samo en del družbe, moja izkušnja je moja izkušnja, izkušnja kakšnega drugega novinarja je mogoče drugačna. Ne pomeni pa to, da se ne velja boriti, no. Je pa okolje precej neprijazno. Zdaj se bom pa jaz izklopila, ker mislim, da tole postaja malo nevzdržno. Prav. Saj ste odlično, Kristina, prispevali, pa ostanite z nami. Tako, bravo. Zdaj bom pa dala besedo Ognjenu in Alaju zatem o sami temi vključevanja, integracije po prihodu v Slovenijo. Kakšni so pogoji in kako je, Ognjen, po tvojem mnenju, film se dotaknil tega vprašanja? Kakšni so izzivi in koliko film to uspe orisati in nasploh tudi tvoj pogled na medije, koliko prispevajo k boljšem seznanjanju, razumevanju te teme? Lep pozdrav tudi mojemu imenu. Pa mogoče bi obrnil redosled vprašanj, pa bi se nekako navezal na to, če mi je Kristina govorila, zakaj v bistvu so takšne podobe v medijih nekako prisotne, da jih ne ponavljam, so zaradi tega, mislim, se mi zdi, jaz bom govoril iz perspektive priseljencev iz afriških in azijskih držav, kar mislim, da je zgodba navezana na priseljevanje ljudi, ne vem, drugih evropskih držav precej drugačna in precej drugačne težave imajo ti ljudje tukaj. Se pravi, mislim, da za takšno sploh podobo, ki je nekateri mediji kreirajo, je odlična podlaga eni zelo močni predsodki, ki obstajajo do ljudi v bistvu sploh iz afriških in azijskih držav. Da enostavno so to ljudje, kateri so, ne vem, primitivni ali pa manj vredni ali pa nenavajeni nekakšnih človekovih pravic ali pa nekakšnega boljšega življenja, kar to si edino na ta način opišem, kar mi ni jasno, kako bi te sploh kdo prepričeval, da je celotna etnična skupnost poenotiš sa teroristi ali posilovalci. Težko bi to šlo skozi, če bi kakšen medij poskušal nas prepričevati, da so recimo, ne vem, Nemci posilovalci ali Italijani teroristi. Se pravi, to je ena podlaga, ki je niso ustvarili mediji, katera je verjetno zelo močna, ne vem, odkod pač izhaja. In
In ja, mislim, zaradi tega se v bistvu na taj način zelo pogosto obravnavajo takšne neke stvari. Z druge strani, novinari, kateri poskušajo, meni se zdi, spet govorim iz perspektive tega, da jaz delam zelo konkretno z ljudmi, se pravi, pomagam jim pri urejanju nekih življenjskih situacij in spremljam, kakšne so težave, s katerimi se oni srečajo. Z druge strani, mediji, kateri bi ponudili neko drugo podobo vsega tega, valjda nekakor imam občutek, da jih razumem, malo jih je strah, da v bistvu karkoli, da bi to ne jasno povedali, da bi bilo zlorabljeno sa te druge strani. Tako da imam občutek, da pol oni poskušajo čim več to narediti neko nasprotno stran temu in na koncu imamo, da se v bistvu sploh ne moremo pogovarjati o tem, kaj so težave, kaj je to, kar ti ljudje doživljajo tu in da so zelo pogosto, to je moj neki vtis, izpada, kot da so nam ti ljudje neko orodje za neke medsebojne spopade ali ne vem kaj, neka med sabo in to je ena atmosfera, katera je meni zelo, ne vem, kaotična, histerična. Ne moremo odpirati vprašanja na pravi način, da ne bi bila na nek način zlorabljena s nekakšne strani. Takšen imamo jaz občutek, ker mislim, karkoli, da bi povedal, v bistvu bi lahko dejansko bilo zlorabljeno v nekakšen namen. Zdaj, glede samih pogojev, kaj pa vem, veste, mislim, težko je, to je veliko nekih težav, s katerimi se srečajo ljudi tukaj, recimo ena je ta, kar sem že omenil, ti predsodki in oni se zavedajo tih predsodkov, veliko ljudi se zaveda tih predsodkov in veliko ljudi se čuti, da na nek način niso dobrodošli tukaj. In recimo to, kaj je Jernej govoril, zakaj zelo pogosto imamo težave na nek način sploh prepričati nekogar ali, mislim, sploh dobiti kogar za ne vem, kakšno izjavo ali za kakšno snimanje se strani beguncev, zaradi tega, ker oni enostavno, mislim, vidijo to kot eno izpostavljanje, iz katere je samo rizično za njih, a v bistvu nekaj veliko tega ne morejo dobiti. In zaradi tega zelo pogosto, recimo, boste videli, da begunci, ko recimo nastopajo na nekih okroglih mizah ali nekih oddajah, govorijo o Sloveniji vse v nekim superlativima. Ljudi dobro, vse je dobro, vse je prijazno. Mislim, ni tako v bistvu, ampak te zgodbe, te druge izkušnje v bistvu nekako čuvajo za sebe, zaradi tega, ker si ne bi še dodatno riskirali, da si na kakšen koli način poslabšajo položaj v Sloveniji. Zdaj, glede samih pogojev, jaz bi rekel, da tu obstaja ena ogromna razlika, valjda o kom se pogovarjamo. Se pogovarjamo o ljudem, ki so dobili status, kateri dobijo pač določeno podporo, da rečemo, saj te neke osnovne egzistencionalne zadeve imajo rešene, prosilcev za azil, kateri so v zelo težko in negotovoj situaciji, ali pa ljudi, kateri so zavrženi, recimo, kateri so dobili negativen odgovor glede samega statusa in kateri na nek način, ne vem, čeprav so tu, ne obstajajo, sploh ne obstajajo za sistem in meni se zmeri zdi, da so tako nekako neki nevidni ljudje, kateri totalno izgubljeni tavajo, ne vem, med centrom za tujce, pa so malo odzunaj, pa so, se pravi, nekako se mi zdi, da bi se morali pogovarjati posamezno o vsem tem skupinam, kar so
navezano na njihovo življenjsko neko situacijo su valjda navezane tudi težave, na katerih imajo. Pa še posebej to, mislim, kar je Kristina omenila, kako je sploh to možno, da se dogaja, kako je možno, da mi dejansko imamo, ne vem, ljudje 100 kilometrov stran od nas, kateri so dobesedno lačni, žejni, hodijo, ne vem, po gozdovih, po 4 dni so dejansko, mislim, nimajo kaj za jesti in se ne upajo obrniti za pomoč nobenemu zaradi tega, kar se jim zdi, da vsak kontakt je za njih ogromen rizik, in to je posebna tema, ta kriminalizacija nekakšne humanosti sploh, katera obstaja, in si izbirajo najtežje poti in najmanj obljudene poti kot za njih najbolj varne poti. In valjda, mislim, vse je to na nek način neverjetno, ampak to nam se dogaja v bistvu. Tako da, ne vem, mogoče tudi, da zaključim. Hvala, sicer težek zaključek, je pa morda tudi dobra točka, da damo besedo Alaju. Na tej točki bom jaz začela govoriti angleško, ne zato, ker Ala ne bi znal nič slovensko, zna, je pa to pač premalo za to, da bi sledil v celoti tej naši temi in pogovoru in da bi se lahko zadosti izražal. Tako da vas prosim tudi v duhu naše teme, da dovolimo Alaju, da govori o angleščini, da se lahko izraža tako kompleksno, kot se lahko mi v našem jeziku ta trenutek. Tudi ta jezik zanga ne bo materin, ampak to je zato, ker mi ne razumemo njegovega materinega jezika. Se pravi, gremo v slovenščini z Alajem. Ala, welcome again. You couldn't follow everything in details, but probably most of main points. My question for you, yes, my question for you is, how do you see these challenges of integration of particularly refugees with the status like you are? How do you experience these challenges in Slovenia from your personal story, but also from what you can see as a cultural mediator at the Peace Institute and being in contact with others through that job or other your personal contacts? And then also in second part, or you can even start with that, how do you see the role of the media? I know from our work that you are pretty much following. I must say to colleagues in the room that we had a focus group also with having some other colleagues with refugee status here, and different than Ala, they mostly don't follow the media like Kristina or Uroš or TV Slovenia. They keep being informed through Facebook and these type of sources. This is not the case only for refugees. As you know, many people, particularly young, are doing that. But Ala is different. Ala is following what is TV Slovenia reporting, what is Radio Student Working, what is Pop TV reporting, and having also some contacts with journalists. And you also watch the film of Jernej and Maja. So these 3 layers, challenges for integration, your view about media role, and the film. How did you see the film? Hello, everybody again. Sorry that I will speak in English again. I will start with the media role. You know, we agree all that the media plays the most important role on shaping the people and policy makers' opinion of immigrants. Media, like currently, the current reports in media, it's all the time mostly involving the negative aspects of immigrants. And this is the point where I want to start.
they are rising actually because of the media, of reporting of the media constantly, either traditional media or new media or even social media. I start actually to go like other way to analyze how the media is working in Slovenia. I was comparing all the time, not just the news, the reports on TV, for example. I was going like a little bit more deep on analyzing the media work in Slovenia, going to social media, even to the comment of people on some post or report or picture and so on. And I don't understand under which policy they are working. Everybody is using freedom of speech in terms to use it in the way that become a hate speech. This is a little bit, I mean, I don't understand actually what's the role of freedom of speech exactly. There is a little bit of, not a little bit, there is completely misunderstanding when it's too much and how much. So everybody is abusing this freedom of speech to rise the hate speech against migrants in Slovenia, refugee asylum seekers and so on. And of course, on social, when we come to social media, we see the politicians, each like one comment from any politician, it's enough to rise, to make a movement actually against migrants or immigrants in general. I will jump a little bit on integration, and then I will come back to this because it's also connected. It's obvious how I integrated. I live here for 5 years and a half, and I still don't speak Slovenian well yet. Not because I'm lazy, definitely, but because the lifestyle of Slovenian. I have to work to take care of my child, and in the same way, I didn't have any opportunity in my case because I have particular case. I couldn't follow in the school anymore because my job was completely not. My time was not fitting in the same. I didn't have time actually to go to school. So I learned from the street, let's say, from reading, self-taught, what I know from Slovenian. The process of integration, it's in the first moment when migrants get status in Slovenia, they face immediately like a lot of obstacles. One of the most important, to start career or job or anything in Slovenia, you need a bank account. And this was the first wall I bumped in the beginning. I spent 2 months, 3 months of my life just going around to find some bank who would open to me bank account, for example. And then so on, the things is continue. I drown in this bureaucracy and doing a lot of papers, which is I had no clue. I was signing constantly stuff that I was not even aware about it. I didn't know. I didn't have any legal help at the beginning. It was not easy process in Slovenia, and comparing to other countries in Western Europe, such like Germany, Netherlands, I think the process was and still much more easier for any foreigner to fit in the society in Western. Because of the obvious law, let's say. In Slovenia, nothing is obvious. Not the right, not the obligation of the person who lives in Slovenia. Even for later on, I figure out even hard for Slovenian to figure out what's the real things about the law, because each law has back doors, so everybody is jumping from back door. Basically, after 5 years, if I would say how much I integrate in Slovenia, I would say less than 20%, especially that I don't speak language. And again, this is not because I'm lazy. This is because of the regulation of there is not obvious a process of integration in Slovenia. I'm still digging to find out some real process of integration. The program itself, I think it's very old program since 90s. They have the same how to say, they had how to put this in. They're using the same way of integration or the same process of integration since 90s. They never develop any new law. Nothing is obvious, even if they develop new law. I don't know what is my right. I don't know what's my obligations.
toward the society, and especially my right. Okay, my obligation, I know I have to pay money wherever I go. This is fine, like others here, but I don't know what is my right in Slovenia, because and this is all the time, it's make big obstacle for all people, you know. Whenever you go to work or to study or to do anything in this country, you don't know what is your right, and then you spend a lot of time from your life doing just to figure out and what is your right exactly, even to do this, to apply for this, to do that. This actually just wasting time for us, for people who's working with us, for official institutions, for NGOs. It's wasting of time of people on purpose, because they can just have one book with everything written in, which is they have. I saw many books, and most of these books and guiding, let's say, book for integration, it was missing a lot of very important information. So this is how the integration process goes in Slovenia. It's not just for me, from people who I'm in contact with constantly, on daily basis. People are really struggling. A lot of people, or they left Slovenia because of the integration, they couldn't fit in society, or they are in the process to leave, actually. I know I'm putting it very negative way, but this is the reality. This is what's happening. It is okay. It is. We are not in your shoes, and we should hear your story. Do you think, Ala, the film managed to portray some of these issues, like the family is there are few families in one home on suburbs of Ljubljana, and then kid is going to school crying, trying to start school day, and then the relation with neighbors and so on. What do you think? I think that the movie covered like one part of negative things and one very small part of positive thing. Okay, we have a lot of bad issues. It's happening with us as a migrant. There is also a lot of good things, but the movie was good, but so far I don't think it covered very important things. You know, I mean, how to? Okay. Yeah, there are some issues that are not tackled because it was following one concrete family. Yeah. Exactly, and the concept was like pretty much focused on one issue, and that's it, or let's say two issues, what I figure out from the movie. But we need more. We need to cover everything. We need movies to cover the positive things, the good things, the bad and good time. We need some like more documentary based on various aspects, yeah. More such films. That's it. Okay, thank you. I see, Ala, thank you. Did I interrupt? You want to say something? No, thanks. That's it. No. Okay, thank you. Hvala lepa, Ala. Jaz zdaj vidim Maja, ste se nam pridružili, a ne Maja, naša scenaristka filma. Ja, tukaj je Maja. Mi smo zdaj naredili cel krog, Jernej je že govoril na začetku, ampak evo smo na koncu tudi omenili film, pa da slišimo še vas. Ja, najprej bi se mogoče obrnila prav na zadnje razmišljanje Alaja o teh vrzelih v filmu. Dejansko se strinjam, problem je, kadar si obremenjen z nekim formatom. Tukaj je pač format EBU-ja zahteval spremljanje relacije oziroma spoznavanja lokalnih prebivalcev in novih prišlekov. In tukaj avtomatsko odpadejo potem vsi ostali problemi, s katerimi se srečujejo prišleki, imigranti, begunci. Tako da tukaj se absolutno strinjam, da bi potrebovali več takšnih zgodb dokumentarnih, ki bi spremljali ali pa se dotaknili tudi te birokratske zmedenosti pri nas in tega kaosa, s katerim se morajo pač vsi, ki pridejo v Slovenijo, srečevati in dejansko upravičeno obupajo. V končni fazi ta naša družina je
par dni po premieri, oziroma ne, niti na premieri, tudi premiere niso več videli, no. Ta družina je čez noč se odselila in šla v Nemčijo, ne. Čeprav v celi zgodbi poslušamo in jaz verjamem, da so tudi oni ves ta čas verjeli v to, o čemer smo govorili in se pogovarjali, da želijo tukaj zaživeti, da ima Romat dovolj bežanja in da pač otroci tukaj v miru hodijo v šolo in to je to, kar si želijo, ne. Ampak v enem momentu si predstavljam, so dobili pač povabilo od sorodnikov v Nemčiji in jih je nekdo prepričal, da bodo tam živeli lepše, kar je absolutno razumljivo. Potem, kar smo zdaj slišali tudi od Alaja, Slovenija absolutno ni obljubljena dežela za kogarkoli od beguncev in od imigrantov, tako da je to čisto človeško in razumljivo, da ne glede na to, koliko se pač NGO-ji in prostovoljci trudijo z vsemi temi posamezniki, seveda pač vsak išče možnost za boljše življenje in tega in Slovenija oziroma sistem v Sloveniji ne nudi. Tako da jaz upam, da je naša družina od Romat dejansko pač šla na boljše, ne glede na to, da nam je lahko, oziroma še tistim, ki so imeli del z njimi, ki so jih vključevali, ki so jim omogočili, v končni fazi mene so iz šole klicali potem, joj, Maja, a vi veste, kje je družina, kje pa so, otroci enostavno pač en dan več niso prišli v šolo in mi nimamo nobenega kontakta z njimi, tukaj so si iskali prijatelje, sošolci jih pogrešajo, njih pa ni več v šolo, In jaz si predstavljam, da je takšnih zgodb veliko, verjetno Ognjen to lahko potrdi, skratka, Slovenija jim ne nudi možnosti za dolgoročno dobro življenje. Ja, tako je videti in tako je seveda se zdi tudi res. Zdaj z Romat morda bo bistveno je, da si zapomnimo in da omenimo pač glavno osebo tega filma, je to nadaljevanje pač selitve in tega nenehnega iskanja za družino in za njo in v filmu se deluje, da je ona tudi en steber družine in veliko energije je v njej. Nadaljevanje iskanja doma in varnosti in to je nekaj, ker verjetno je težko za nas se v to vlogo sploh postaviti. Hočem reči, da še zmeraj po mojih informacijah si urejajo status v Nemčiji in je nadaljevanje te zgodbe. Kje je mir, kje je dom za te ljudi, ki jih istočasno kar množično ene politične skupine, en del državljanov in mediji prikazujejo kot kriminalce. Zdaj, jaz sem že na naši fokusni skupini odprla eno temo, pa bi samo Mirjam prosila za odgovor na to vprašanje. Ko se v filmu prikaže ali pa v naših pogovorih, ali zdaj, ko z Alajem govorimo z Alajem, kot govorimo z Mirjam. Alaj je pač tu na našem omizju in celo ga pač opisujemo kot begunca, to je prvo, kar se pojavi za njegovim imenom, tudi v drugih kontekstih. Zelo malo imamo časa in priložnosti, ali ne vem, kaj se zgodi, Mirjam, da ti ljudje so imeli življenja prej in tudi Romat v tem filmu malo pokaže, kaj se zdaj dogaja v njihovi domovini, kako oni vidijo te prizore in otrokom jim želijo prihraniti. Ali bi bilo potrebno in ali bi lahko tudi filmi, novinarji, mi raziskovalci se morali več dotikati tega, kaj je v njihovi domovini, njihovih življenj prej in kaj se tam dogaja, da bi morda
jih splošno javno mnenje in politično bolj sprejemalo. Ker mi jih dojemamo kot na točki, ko so vstopili v Slovenijo, da se začne njihovo življenje. In od takrat naprej, kot da so nam enaki v vseh pogojih, spominih in vsem, kar imamo. Kaj ti meniš o tem, Mirjam? Meni se zdi, da za razumevanje migracij zares rabimo življenjske zgodbe in to je tako čudovito izhodišče ravno ta film. Jaz moram povedati, da sem bila in sem nad filmom popolnoma navdušena in to zato, ker imamo film o filmu. Film v filmu. Torej, mi čisto na koncu šele spoznamo to predzgodbo od glavne junakinje, torej njeno zgodbo, kar je tudi Kristina omenila, te nesrečne ljubezni, ki se je morala odpovedati v lepih časih socializma in bratstva in enotnosti in rasizma. A ne to, kar je Ognjen rekel. Seveda, rasizem je tukaj, je zakoreninjen in ne bo šel nikamor. Ne? Vprašanje je samo, koliko prevlada in koliko politične moči dobi. Torej, mi, ko vidimo v filmu njeno predzgodbo in od kje je pravzaprav to njeno razumevanje tudi izhaja, gotovo tudi iz nekih osebnih lastnosti, ampak iz te izkušnje, ko vidi pač sama, a ne, kako smo lahko rasisti, kako se lahko temu podrejamo v svoji družini, v svojem okolju, v svoji službi, ker ona se ni mogla očetu upreti. A ne, šele potem to naredi. In to, kar si omenila, Branka, to je nujno. Mi moramo razumeti tudi to, kar je rekla Maja. Oni so odšli v Nemčijo, ampak ne samo zaradi tega, ker Slovenija ne nudi dovolj in je v Nemčiji višja plača in tako naprej, tudi naši ljudje odhajajo v Nemčijo, ampak ker imajo tam sorodstvo. Torej, migracije moramo razumeti v teh družinskih, dinamičnih kontekstih. Oni so šli tja, kot bi šla jaz ali pa kdorkoli, kjer imam družino, sorodstvo, teto, strica, ki mi lahko zelo pomaga v nekim v takih okoliščinah ali pa v drugačnih okoliščinah, ker si pač družine med sabo pomagajo in migracije delujejo po družinskih in socialnih vzorcih. Ne? Tako da to, da mi pogledamo vedno državo, ki je prej, od koder so prišli, a ne, ali pa od kamor so odšli, da vedno vidimo ljudi kot priseljence in izseljence hkrati, to je po mojem mnenju ključno. Vsak, ki pride k nam, je od nekod odšel in to je del njegovega življenja tukaj. A ne? In ta, ki nekam odide, a ne, in je nekam prišel, je pač odšel od tukaj. Torej, vedno ljudi gledati kot izseljence in priseljence hkrati in v tej celovitosti. Ala ni samo begunec, a ne, on je še toliko več od tega. Torej, to, da ne predalčkamo, to, da vidimo dinamiko življenja, to se mi zdi ključno, da pa to pokažemo še v filmih, v medijih, v zgodbah, v intervjujih in da s tem dobesedno bombardiramo, se oproščam temu militantnemu izrazu, a ne, ampak javnosti in ljudi, da jim pokažemo tudi pozitivne zgodbe. Meni se zdi ta film res neprecenljiv, a ne, to je zelo pomembno. In še vse tiste žalostne, kar je rekla Maja, da bodo gotovo še snemali, ne. To je način pač, da senzibiliziramo ljudi, ampak Brankica sigurno v tej celovitosti človeškega življenja in ne samo na eni točki, ko je to nek ubogi človek, a ne, ki čez snežniške gozdove hoče priti na varno in v boljše življenje. Ne, v celoti. Odkot prihaja, kaj je. Na ta način tudi lahko rasizem dosti lažje dekonstruiramo, ko pokažemo, kaj vse ljudje so in kaj vse seveda tudi lahko postanejo, če imajo možnosti. Ravno, hvala Mirjam, je ravno, rada bi samo omenila, če kdo nisi ogledal filma, verjetno bo tudi ta pogovor razlog, da kliknete na tisto povezavo, ki sem jo pošiljala, ampak ko si govorila o srednja junakinja, socializem in njena izkušnja rasizma v družini do njene ljubezni, je bilo govora o Zinki, tako, ne o Romat, tako.
če kdo ni si ogledal, da ve, o čem si govorila. Rada bi samo še dodala to, da ravno te zgodbe, vi, ki ste spremljali temo izbrisanih in tudi delovanje našega inštituta, ki ni bilo samo na pravnem področju in pravne pomoči, ampak zgodbe izbrisanih smo mi in tudi še nekateri drugi raziskovalci in organizacije popisovali. One so tudi uporabljene potem v tisti plakatni akciji, ki je pripovedovala v parih stavkih izkušnjo izbrisanega, življenjsko zgodbo, ki je verjetno pripomogla, to želim povedati, deloma je pripomogla k razumevanju te teme, morda celo več kot pravni boji, številke in politične razprave, te življenjske zgodbe in citati in potem tudi filmi v zvezi z izbrisanimi. Janja, zdaj vidim, da je z nami. Jani, niste se oglasili doslej. Želite, Jani je producent tega filma, Jani, želite kaj povedati? Jaz bi vas lepo pozdravil. Se opravičujem. Lepo bi vas pozdravil. Sem sicer malček zamudil, ker sem prihajal ravno iz videokonference, kjer smo producenti razpravljali o prihodnji sezoni serije Novi sosedje, tako da vam lahko iz prve roke poročam, da serija gre tudi letos naprej. Je vključenih 5 televizijskih postaj nacionalnih in danes smo razpravljali o določenih zgodbah, o napredku, dramaturgiji, tako da se ni za bati, da tudi v prihodnje ne bi določene probleme osvetlili na naš televizijski način, tako kot smo recimo to zadnjo sezono. Odlično, Jani, hvala za te informacije. Želi še kdo kaj povedati? Kristina, prosim. Jaz bi samo še mogoče nekaj dodala, ker se mi zdi, da to, kar je bilo zdaj nazadnje rečeno, da pravzaprav tudi begunci, prišleki, kakorkoli opišemo, migranti, so celoviti ljudje. Meni recimo je zanimivo spremljati v Britaniji te debate, ki so zdaj o tem, koliko zastopani so tudi mediji oziroma koliko pestro predstavljene so različne skupine od družbe. Pa je bilo tudi zanimivo, kar je bilo prej rečeno glede Radia Študent, in da je ta občutek, da v bistvu smo skupaj, pa se imamo fajn, pa nekaj naredimo, se absolutno to strinjam. Hkrati se mi zdi pa, da je tako vseeno se treba zavedati, da je pomembna tudi profesionalnost, ko govorimo o medijih. To, da v resnici lahko pol, ali pa če bomo popolnoma drugače si zamislili našo družbo, ampak skratka, da se lahko, če se nekdo odloči, da bi rad bil novinar, da lahko od tega tudi preživi. Jaz mislim, da za marsikoga, ki pride v Slovenijo, je verjetno to prvo vprašanje in tukaj je vsekakor tudi vprašanje jezika, kako te v bistvu prepreke preiti oziroma kako vključiti na drugačne načine, ampak tako se mi zdi, da tukaj bi veljalo v bistvu misliti o tem, da nekateri mogoče begunci tudi ne bodo hoteli povedati svojih zgodb, ne bodo hoteli bolj razkriti svojih življenj, kakor jih mogoče povprečen prebivalec ali pa prebivalka Slovenije razkrije. Hkrati je pomen tudi tako vedno na nek način, v angleščini je beseda humbling. Mislim, tako se mi zdi mene postav na tla, ko vidim, da se je marsikdo, ki je prišel v Slovenijo, pripravljen bolj boriti za svoje pravice, ker razume sistemskost tega svojega boja, kot mogoče kdo, ki je v Sloveniji, pa ki bi prej pričakoval človek, da se bo postavil za svoje pravice. Ker pravijo, da v bistvu se borijo na nek način tudi za nas, da se bo spoštovali zakonodajo, da se bo spoštovali sistem, da se ga bo izboljšali. Zdaj, da pa oni potem v bistvu na svojih ramenih nosijo to, česar mi sami nekako ne nosimo, pa ne opravimo, se pa meni, ali zdi izjemno tisti, ki zmorejo, hkrati se mi zdi pa tudi logično, da ne morejo tega nositi ali pa si to vzeti za svoje življenjsko poslanstvo. Zdi se mi pa zelo pomembno to, da vse v bistvu te nekako situacije
prihod ljudi, ponavadi ta sveža perspektiva, mislim, v Sloveniji je sicer to zelo brutalno potekalo, ne, razkrije v bistvu družbene probleme, ki si jih mogoče mi nočemo priznati. Jaz se spomnim, kolegica raziskovalka Tajda Pistotnik je takrat, ko so pravzaprav, ko v večjih številkah so prihajali ljudje, pa šli tudi naprej potem proti Nemčiji iskati zatočišče, je vprašala, ne, kdo je na meji, mislim, če je meja znak države, kdo je tam in zakaj tam ni učiteljev, zakaj ni več zdravnikov, zakaj niso tam socialni delavci, zakaj je tam predvsem policija in vojska. In jaz mislim, da če smo mogoče mediji en delček, pa zelo na kratko, ne, uspeli malo razmisliti, kaj številke pomenijo, oziroma pač uporaba samo številk, nam to zdaj manjka, se mi zdi tudi pri zdravstveni krizi, skozi katero živimo, kjer se nam pa ista stvar po moje ponavlja, ne. Vprašanje je, iz česa so naše države narejene, če nas na trgih pričakajo policaji, ne pa učitelji, pa zdravniki, pa socialni delavci, ne. Tako da se mi zdi, da ne smemo pozabiti, da v bistvu te ljudje z njimi oblikujemo naše pač družbe prihodnosti in oni so, ne vem, ali zdravniki, ali nekdo, ki zna, ne vem, popraviti mizo, popleskati neki stvari, urediti, skuhati, učiti nas drugih jezikov. Mogoče nočejo biti novinarji, mogoče hočejo biti novinarji, ampak se ukvarjati z ekonomskimi temami, ne z temami priseljevanja. Ne, se mi zdi, da v bistvu tako velja spoštovati te ljudi, to, kar so in kar so njihove želje, in pa razmišljati v bistvu, a jih lahko skupaj uresničimo in njihove in svoje, ne. Tako da enkrat se mi zdi, da je v bistvu naloga medijev tudi ta, no, da ponudi ta širši razmislek, zakaj so njihove zgodbe konec koncev pomembne za vse nas, oziroma zakaj so naše izkušnje pomembne tudi za njih. Tako da tukaj se mi zdi, da je fino, no, da poskušamo tudi pol nekako zabrisati te mejitve, ne, kljub temu, da so in absolutno so zapletene zgodbe, ampak se mi zdi, da mediji je fino, da pač ustvarjamo in odpiramo ta prostor, da oblikujemo te družbe, v katerih smo lahko vsi del. Odlično, Kristina. To je kot da bi za zaključek namenil eno dobro iztočnico za premislek in tudi za morda kar cel vikend še nekega opogumljanja in tudi premišljevanja. Zdaj, jaz imam malo slabo vest do Janija, ker nisem pravočasno videla, ampak Jani, a želite vi še kaj dodati v zvezi s temo, ali je ta informacija, da bomo še gledali dokumentarnih filmov o tej temi zadosti? Nasploh bi nam bilo koristno, vi ne zastopate v celoti RTV Slovenija, ampak še zmeraj ste v tem producentski vlogi, ta velika in pomembna hiša. Obstaja ta neka zavezanost tudi brez evropskih projektov vašega uredništva, se te teme odpirajo in tudi, da se vključuje to, kar je in Kristina omenila in kar je bila izkušnja Radia Študenta, večkulturnost uredništev samih, ne, vključevanje samih ljudi kot producentov, kot sodelavcev in tako naprej. A bi kaj o tem lahko povedali? Ja, ob tem lahko povem samo to, da pri nas nimamo nekega enega uredništva, ki bi pokrival to področje, ampak tako kot v mnogih državah po Evropi, zavisi od uredniške politike, v bistvu koliko skozi različne formate oddaj lahko vključi to problematiko, naj si bo v okviru mladinskih oddaj, izobraževalnih oddaj, tudi razvedrilnih oddaj in seveda nazadnje tudi naših dokumentarnih oddaj. Tako da tudi, kakor sem jaz nazadnje govoril z našo direktorico na to temo, tudi ne mislimo kaj spreminjati formalno glede oddelkov, ampak se bo ta tematika seveda z dosti dobrega premisleka obravnavala vsaki tej mikrocelici našega TV organizma
in jaz pričakujem v nadaljevanju, da se mogoče, da bi prišlo na nivoju televizije do, kaj vem, mogoče boljšega ali hitrejšega usklajevanja teh tem. Seveda je pa pomembno, da prihaja potem tudi pobude ali refleksi tudi od zunaj, ne, od medijskih hiš zunaj, pa od vas vseh, ki na tem področju delujete. Vsaka pripomba, vsaka mogoče, nam rekel navodilo, no, ampak dobronamerna kritika nam prav pride pri vsem tem delu. Je pa res, da glede na, nam rekel, finančno situacijo RTV-ja danes, da je vprašanje, koliko se bo tudi finančnih sredstev razrezalo za potrebe obravnavanja teh tem, kaj bo prevladalo, ali bo marketinški, ekonomski interes po reklamah, glede na to, da je naročnina že toliko časa v istem znesku in da nam praktično se ne dovoli več reklam uporabljati. Tako da je res stvar in bo še stvar uredniške politike in samih programskih delavcev hiše. Mi pa smo tukaj pripravljeni seveda prijeti za vsako dobro, pozitivno zgodbo, ker pokazalo se je namreč sledeče pri vseh teh ljudeh, ki jih poznamo, saj so naši sosedje, ljudje kot mi, pripombe glede migracij, migrantov, tudi recimo njihove negativne pripombe na to, a spet boste to kazali, ja pa migranti je gor, migranti dol, ali to moramo mi podpirati in tako. Potem pa vidijo zgodbo, kot je bila naša, ali zgodbo Nizozemca, ali zgodbo iz Berlina, pa rečejo, ja, jaz sem pa to gledal, ja, pa si ta fant, ta človek je pa čist normalen, se živi tako kot jaz, se ima podobne probleme, kot imamo mi. Ja, to pa pol vidijo, ja, se ta pa kot da ni migrant, ne, a vidite to vprašanje tukaj, to dilemo, ne, ko na neki politiki proklamatični, na nekem tem proklamativnem nivoju govorimo o migrantih, o tej politiki, se fronte ustvarjajo za, proti, čisto lahko sivo črno. Ko pa ti približaš mikroskop in usode majhnih ljudi, kot jaz in ti, in migrant, je pa to drugače. Tudi tisti ljudje, ki so včeraj gledali nenaklonjeno, začnejo gledati z drugačnimi očmi. In je več empatije. Jaz sem to odkril zdaj v teh letih, odkar delam to produkcijo in je bilo kar odkritje za mene. Odlično. Hvala. Hvala lepa, Jani. Odlično. Jaz predlagam, da s tem zaključimo. Smo že kar dolgi, da pustimo še nekaj od petka vsem vam. Najprej najlepša hvala vsem govorkam in govorcem za čas, za prispevek. Vam vsem drugim za to, da ste prišli, da ste nas poslušali in upam, da smo prispevali k današnjem dnevu, ki je, pravim, za Slovenijo in za temo migracij in človekovih pravic zelo pomemben, pa tudi za vse drugo s tem v zvezi. Lep dan vam želim in nasvidenje do naslednjič. Pozdravljeni. Enako.